Zdaj pa k otroškemu novinarskemu središču. To je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki otroke in novinarje povezuje pri iskanju odgovorov na vprašanja o predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije. Anej in Filip sta se odločila, da odgovore na svoje vprašanja poiščeta kot Infodromova otroška poročevalca. Živjo, jaz sem Filip. Jaz pa Anej in oba dva nas zanimajo aktualne družbene teme. Tudi politika se pomembno vpliva na naše življenje. Danes bom intervjuvala Domna Petelina, Uradnega govorca predsedovanja Svetu Evropske unije. Kolikšna je bila odgovornost Slovenije pri predsedovanju? Ko država predseduje Svetu Evropske unije, vodi razprave med državami članicami, išče konsens, organizira številne dogodke na najvišjem nivoju. Kakšni so bili cilji in naloge našega predsedovanja? Okrevanje po aktualni COVID krizi, razprava o prihodnosti Evrope, pa evropski način življenja in vladavina prava ter zunanje politične prioritete, predvsem Zahodni Balkan. Koliko ljudi v Sloveniji je sodelovalo pri tem? Približno 1300 uslužbencev. Med njimi tudi veliko mladih, predvsem študentov. Kaj natanko vam je uspelo izpolniti in uresničiti? Danes je Evropska unija bolje pripravljena na bodoče zdravstvene ali kibernetske krize, kot je bila pred našim predsedovanjem. Uspeli smo sprejeti tudi nekaj pomembnih odločitev za vas mlade. Naslednje leto bo tako leto mladih. Bodo čez celo leto potekale razprave o potrebah, o izzivih vas mladih. Veliko smo se ukvarjali tudi z digitalizacijo. Je šlo morda tudi kaj narobe? Se spomnite kakšne zabavne anekdote? Če sem zelo odkrit, gre pri organizaciji teh večjih dogodkov skoraj vedno kaj narobe, da zadeve tečejo drugače, kot si jih na začetku zamislil. Spomnim se dežja na našem največjem in najpomembnejšem dogodku, to je bil vrh voditeljev Evropske unije in Zahodnega Balkana. Je imela bivša nemška kanclerka Merkel tiskovno konferenco in je morala v šotoru se dobesedno izmikati lužam, ampak ona je to izpeljala in se tudi pohecala na ta račun. Predsedovanje po novem letu prevzema Francija, pri nas pa bo 2022 supervolilno leto. Imeli bomo državnozborske volitve, lokalne volitve in volitve za novega predsednika države. Mi se volitev še ne bova udeležila, zato upava, da bodo odrasli odgovorno opravili to nalogo. Adijo!